Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zelo podpira vse napore živilsko-predelovalne industrije, tako industrije brezalkoholnih pijač kot recimo mlečnega sektorja, ki sta že pristopila k prostovoljnim zavezam odgovornosti za zniževanje sladkorja v svojih izdelkih. Mi ocenjujemo, da je to družbeno odgovorno in pomemben prispevek k uresničevanju ciljev prehranske politike, ki si prizadeva za manj sladkorja, za manj vnosa kalorij in več gibanja, za bolj zdrav življenjski slog in s tem za bolj zdravo mlado in starejšo populacijo. Posebej se mi zdi pomembno, da se ti cilji dosegajo na prostovoljen način, da tukaj ni šlo za neko predpisano zmanjševanje, ker menim, da je to bolj učinkovito, tudi kot podatki kažejo, so že prvi rezultati, tako pri vnosu kalorij, predvsem pa je pomembno, da Nacionalni inštitut za javno zdravje opazuje, da se trend rasti, ki smo ga beležili v preteklosti, rasti števila mladostnikov s prekomerno težo, obrnil navzdol. Zaveze odgovornosti so nekako prvi pomemben korak pri tem, da se izboljša prehranska sestava živil. Gospodarska zbornica je tukaj prevzela pomembno vlogo, kjer koordinira nacionalno industrijo in jim prenaša nekako in usmerja želje oziroma sporočila glede samega preoblikovanja živil, glede zniževanja soli, sladkorja in tudi drugih hranil. Program Preživi, projekt Preživi, ki smo ga pravzaprav pridobili v letošnjem letu, pomeni eno izmed možnosti, da še boljše sodelujemo z našimi podjetji, da pomagamo predvsem majhnim in srednje velikim podjetjem implementirati zaveze odgovornosti ali pa, bom rekla, cilje iz same prehranske politike v njihovo redno proizvodnjo, kajti le na ta način z skupnim delovanjem bomo lahko izboljšali parametre pri posameznih živilih. Se pravi, povišali vsebnost vitaminov, mineralov, vlaknin in na drugi strani zmanjšali tam, kjer se to da, vsebnost soli, maščob, sladkorja in nekako na tak način ponudili dobro opremljen proizvod tudi potrošnikom. Poročilo o napredku implementacije zavez odgovornosti sektorja brezalkoholnih pijač je pravzaprav pokazalo, da je bilo doseženo precej v letu 2016. V praksi je bilo danih na trg kar nekaj izdelkov nizkoenergijskih, se pravi z nižjo energijsko vrednostjo oziroma z manj sladkorja. Tudi na drugih področjih zavez odgovornosti je bil dosežen napredek, pravzaprav smo prvič dosegli 100% skladnost oglasov v tiskanih medijih in pa v kinematografih. Velik delež izdelkov, ki so bili dani na trg, je bilo dodatno označenih z energijsko vrednostjo na prednji strani embalaže in prav tako naši podpisniki so aktivno promovirali in pa spodbujali športne in pa rekreacijske dogodke za širšo javnost. Veseli smo, da je pravzaprav tudi stanje v osnovnih in srednjih šolah je dobro, vendar tukaj manevrskega prostora za aktivnosti implementacije zavez še precej. Predvsem želimo umakniti iz srednjih šol oglaševalska sporočila za brezalkoholne pijače.